Jezus in Marija, dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljam župnika Fredija v Ribnici na Pohorju. Dobrodošli. Dober dan in lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Na željo naših gledalcev oddaje Pot poti smo pravzaprav obiskali tole Ribnico na Pohorju na Štajerske in gospoda župnika bi prosili, če se nam našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavi to, kako je pravzaprav ta njegova življenjska duhovniška pot pripeljala do tega lepega duhovniškega poklica, ki ga pravzaprav v Sloveniji ne znamo dovolj ceniti in tudi nekateri ne razumemo. Moje ime je Fredi, pišem se Mlinarič, izhajam iz Prekmurja, iz župnije Tišina. Moja duhovniška pot se je začela leta 1991, v času vojne, osamosvojitvene vojne v Sloveniji. V duhovnika me je posvetil zdajšnji nadškof, dr. Franc Kramberger. Prva duhovniška postaja je bila župnija Zreče, tam sem bil 1 leto kaplan, potem me je pot vodila v Mursko Soboto, kjer sem bil 2 leti kaplan, iz Murske Sobote potem čez Muro v Ljutomer, kjer sem bil še 3 leta kaplan. Leta 1997 pa me je zdajšnji nadškof poslal sem v osrčje Pohorja, v Ribnico na Pohorju. Vem, da so tukaj doma pridni in delavni ljudje, Pohorci. Kakšen je pa pravzaprav utrip župnije v Ribnici na Pohorju, gospod župnik? Ja, življenje v naši župniji je, bom rekel, zelo razgibano. Že župnija sama, geografsko gledano, je zelo razgibana. V samo Ribnico na Pohorju lahko prijete z 2 smeri, in sicer iz Podvlke ali iz Vuhreda. Je kot neke vrste narobe obrnjena črka Y. Od tukaj naprej se potem pot nadaljuje na vrh Pohorja do Ribniške koče. Na tem področju, ki je zelo veliko, razvejano, razgibano, živi trenutno od 1500 do 1600 faranov, župljanov, ki se zbirajo ob župnijski cerkvi in ob 5 podružničnih cerkvah. Naša župnijska cerkev je posvečena svetemu Irneju, ki goduje 24. avgusta. Svetega Irneja prepoznamo po tem, da ima čez roko vrženo lastno kožo z obrazom, v drugi roki pa drži nož. Živega so ga odrli, tako je daroval svoje življenje za svojega učitelja Jezusa Kristusa. Kot sem že dejal, okrog župnijske cerkve po župniji je posejanih še 5 podružničnih cerkva. Tukaj v neposredni bližini, v Ribnici na Pohorju, na pokopališču je cerkev svetega Lenarta. Kot duhovna vez med župnijsko cerkvijo in pokopališčem je 14 postaj križevega pota, 14 kapelic. Potem v Hudem kotu je cerkev svetega Bolfenka, ki goduje 31. oktobra. Na Janževskem vrhu je cerkev posvečena mučeništvu Janeza Krstnika, ki goduje 29. avgusta. Pod vznožjem Janževskega vrha je najmlajša cerkvica, posvečena svetemu Maksimiljanu Kolbeju. Domačini pravijo, da gredo k Mariji, k sveti Maši. Malce naprej, v Josipdolu, pa je cerkev svetega Jožefa. Tako so cerkvice, podružnične cerkve posejane po robu župnije in jo nekako zaokrožajo v eno samo pastoralno enoto. Moram poudariti, da je tudi, ko sem zjutraj prišel, je bila cerkev odprta, kar je tudi bolj redko v slovenskih prostorih in je zelo lepo obnovljena, zgrajena. Katere skupine so pa tiste, ki vam pomagajo pri vašem pastoralnem delu, kajti na željo gledalcev oddaje Pot poti sem tudi danes z vami? To, kot sem prej že dejal, življenje v sami župniji je zelo razvejano. Temu botrujejo tudi vse skupine, ki oblikujejo pastoralno življenje v župniji. Tu je v prvi vrsti župnijski pastoralni svet,
ki mi nekako pomaga v pastoralnih pogledih voditi župnijo, na drugi strani je tu zbor cerkvenih ključarjev, ki mi pa pomaga pri obnovi posameznih cerkva. Tako da so pa še tu drugi sodelavci od cerkvenega mešanega pevskega zbora. Potem so tu otroci pri verouku, pa skupina ministrantov in še kdo bi se našel v samem življenju župnije. Bratje in sestre, danes, 13. maja, okrog 13. ure, je minilo 30 let, odkar je na Onkološkem inštitutu kliničnega centra v Ljubljani končal svojo 75-letno življenjsko pot peti naslednik blaženega škofa Antona Martina Slomška na sedežu Mariborsko-Lavantinske škofije, škof dr. Maksimilijan Držečnik. Tako je pred nami njegovih 75 let življenja, 46 let duhovništva, od tega pa 32 let škofovske službe, se pravi službe pastirja naše krajevne cerkve. In izmed 57 lavantinskih škofov so samo 3 škofje vodili škofijo kako leto ali 2 več, kakor on. Prav je, da si na današnji dan, ob 30-letnici njegove smrti, za trenutek prikličemo spomin njegovo življenjsko pot. Letos 5. oktobra bo minilo 105 let, odkar se je rodil v župniji Ribnica na Pohorju, v vasi Orlica. Po končani nižji in srednji šoli ter univerzitetnem teološkem študiju v Rimu je bil leta 1932 posvečen v duhovnika. Končal je 2 doktorata iz filozofije in teologije. Po vrnitvi v domovino so se vrstile postaje njegovega službovanja ali delovanja. Kaplan v Ribnici na Pohorju, domači rojstni župniji, nato v Celju, na Svetinjah, prefekt v dijaškem semenišču, predavatelj moralne teologije na Višji bogoslovni šoli v Mariboru, docent za sveto pismo Stare zaveze, podravnatelj bogoslovja v Mariboru, potem zopet docent za filozofijo, med drugo svetovno vojno kot izseljeni in pregnani duhovnik je bil duhovni pomočnik v župniji visoko pri Novem Marofu na Hrvaškem. Po drugi svetovni vojni ravnatelj mariborskega bogoslovja v Ljubljani, predavatelj in nato docent za sveto pismo Stare zaveze na Teološki fakulteti v Ljubljani, nato 3 leta pomožni škof, 11 let apostolski administrator in 18 let škof ordinari ali rezidencialni škof takratne mariborske škofije. Njegovo škofovsko geslo je bilo Nobiscum Deus et Mater eius. To pomeni z nami Bog in njegova mati. To je bila rdeča nit, ki jo je vtkal v svoje delo in življenje. V moči tega vodila je živel in delal. V to načelo je položil svojo osebnost, svoje sposobnosti, vse, kar je bil ali imel in nosil v svojem srcu, predvsem svojo ljubezen do Boga in do Matere Božje. Mariborsko škofijo je vodil v najtežjem času po drugi svetovni vojni. To je bilo tisto obdobje slovenske zgodovine, ki je zahtevalo od škofa veliko modrosti in previdnosti, pa tudi poguma, moči in tveganja, posebno v času ostrega nasprotovanja, šikaniranja, zasliševanja in zastraševanja. Vendar škof Držečnik je kljub temu večkrat prehodil škofijo kot spremljevalec in vizitator. Doživljal je veličastne sprejeme
in naščuvane zavrnitve. Od enih ljubezen, od drugih načrtno sovraštvo. Od enih hvaležnost, od drugih pa vnaprej sestavljeno obsodbo. Le kdo bi mogel opisati vsa njegova doživetja v tistem hudem času, ko je gospodovala ideologija, ateizem, totalitarizem, miselno in idejno ujetništvo ter nasprotovanje vsemu, kar je Božjega in svetega. In o tem pričajo še žive priče, pa tudi številne župnijske kronike. Kristusova usoda je pač usoda Kristusovih učencev, apostolov, pastirjev, škofov. Toda kljub temu je Maksimilijan Držečnik kot škof s svojo pastirsko palico hodil od župnije do župnije. Kot birmovalec je mlade potrjeval v veri, kot oznanjevalec evangelija je odrasle bodril v upanju, v proroškem duhu pa je vsem zagotavljal zmago dobrote nad hudobijo, zmago luči nad temo, zmago resnice nad lažjo. Zato je ustanavljal nove župnije, gradil nove cerkve, ustanovil Slomškovo dijaško semenišče, prestavil 3 letnike teološke fakultete in bogoslovja v Maribor, zgradil bogoslovje na Slomškovem trgu, po 100 letih je dal slovenskemu verniku novi prevod Svetega pisma, ki ga kar po njem imenujemo Držečnikov prevod in ga je izdala Mohorjeva družba. Maksimilijan Držečnik je bil izredno izobražen in razgledan škof, ne le v teoloških, marveč tudi v svetnih vedah. Ljubil je astronomijo, matematiko, zgodovino, sociologijo, književnost. Pri srcu mu je bila ruska literatura, saj dela Dostojevskega, Tolstoja in Puškina bral v originalu, se pravi v ruskem jeziku. Maksimilijan Držečnik je bil v pravem pomenu koncilski škof, edini izmed vseh slovenskih škofov, ki se je udeležil vseh 4 zasedanj drugega Vatikanskega koncila. In v tej šoli Svetega Duha se je navzel koncilskega mišljenja in sodobnega gledanja na svet, na vesoljno cerkev in na dogajanje v njej. Na koncilu se je oglasil 11-krat, ustno ali pisno. Posebno pozornost je zbudil s svojimi interventi ali predlogi o pastoralni sociologiji, o narodnih manjšinah, o katoliških šolah in vzgoji v njih, o dialogu s svetom, celo z ateisti, o ekumenizmu ali edinosti kristjanov. Njegovi nastopi na koncilu so bili zelo opazni, odmevni in učinkoviti, saj so jih sopodpisali številni drugi škofje in so tako te besede Maksimilijana Držečnika prišle tudi v koncilske dokumente. V marsikaterem pogledu je bil Maksimilijan Držečnik takrat pred koncilom, in to pa zato, ker je bil blizu evangelija in cerkvenih očetov. Ne moremo prezreti njegove duhovne in miselne povezanosti s svetniškim škofom Slomškom. Uspešno je končal škofijski proces za Slomškovo beatifikacijo in gradivo izročil pristojni kongregaciji in s tem je ves postopek prešel v apostolsko stopnjo ali fazo. Srčno si je želel, da bi dočakal zgodovinski dan beatifikacije ali razglasitve Slomškovega poveličanja pred vesoljno cerkvijo, pa smo prepričani, da je doživel še več. Pridružil se mu je v poveličanju, saj sta bila sorodnega duha, istih misli, namreč
slovenskega človeka utrditi v veri, v duhovnih in moralnih vrednotah, mu ohraniti jezik in kulturo, dom in rod in ga pripeljati do cilja, kjer smo vsi doma. Maksimilijan Držečnik je bil tudi ekumenski škof. Ekumensko dimenzijo svoje osebnosti je pokazal prav na drugem Vatikanskem cerkvenem zboru v dveh svojih nastopih ali interventih, pa tudi v tem se vidi njegovo prizadevanje za ekumenizem, saj je bil dolgo časa predsednik ekumenske komisije pri takratni jugoslovanski škofovski konferenci. V njegovem času je bil leta 1974 v Mariboru prvi jugoslovanski ekumenski simpozij. In istega leta je šla pod njegovim pokroviteljstvom v založbi Britanske biblične družbe ekumenska izdaja celotnega svetega pisma za slovenske katoličane, protestante, predvsem evangeličane. Končno lahko rečemo, Maksimilijan Držečnik je bil pastir, o katerem beremo mi duhovniki v molitvenem bogoslužju. Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo. To je uresničeval vsak dan. Ljubil je svojo škofijo in za njo mnogo molil. Ko je bil na kliničnem centru v Ljubljani, je nekajkrat odklonil injekcijo za lajšanje bolečin. In na zdravnikovo vprašanje, zakaj odklanja, je odgovoril, potrebe naše škofije so velike. Za škofijo. Svoj bogat življenjski opus je kronal s trpljenjem, posebej zadnji 2 leti, in s tem je dobilo njegovo življenje Božji pečat in Božjo vrednost. V evangeliju smo slišali, bratje in sestre, znano priliko o vinski trti. Na preprost in vsem nam razumljiv način je Kristus razložil, kaj je on za nas in mi zanj. On je trta, mi mladike. Kako mladika prejema življenjski sok iz trte, da raste, cveti in obrodi bogate sadove, tako sleherni kristjan prejema od Kristusa Božje življenje. Že pri krstu se je začela ta čudovita transfuzija Božjega življenja v naše življenje. In v moči tega soživljenja s Kristusom rastemo, zorimo in prinašamo evangeljske sadove. Poslednji stavek evangelija, ki smo ga poslušali, so Kristusove besede. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Življenje škofa Maksimilijana Držečnika je bilo eno samo poveličevanje nebeškega očeta in Božje matere. Zato je obrodilo bogate sadove za našo krajevno cerkev, takratno mariborsko škofijo, sedaj mariborsko metropolijo. Amen. Moji Župljani tukaj v osrčju Pohorja so zelo ponosni na rojaka, škofa dr. Maksimilijana Držečnika, ki je bil rojen v neposredni bližini Ribnice na Pohorju, se pravi na Orlici. Na njegovem rojstnem domu je spominska plošča, tukaj pred župnijsko cerkvijo pa smo mu leta 2003 ob 100-letnici njegovega rojstva postavili doprsni kip. Istočasno pa smo v tej duhovni pripravi na obeležitev 100. obletnice rojstva škofa dr. Maksimilijana Držečnika izdali tudi knjigo, ki bi jo lahko poimenovali kar spominčice. Spisali so jo naši domačini, Župljani, kot tisti drobce iz življenja škofa, kako so se z njim ob, bom rekel, praznikih v župniji, ob birmah,
pa tudi ob škofovem dopustu, ki ga je preživljal v Ribnici na Pohorju, srečevali, kako so ga videvali, kako jih je nagovarjal njegov lik kot človeka in kot globoko vernega kristjana. Tukaj so zbrane, pravim, ti drobci iz življenja. Kajti škof se je zelo rad vračal semkaj v rojstno župnijo, tukaj je navadno preživljal svoj dopust, tukaj je potem z župnikom, rajnim gospodom Francom Bračičem in z domačini ničkolikokrat vandral po teh pohorskih gozdovih, po teh, narekovajih rečeno, kozjih stezah, načrtoval svoje pastoralno delo za naprej in tako tudi utrjeval v sebi in v Faranih vero. Vsekakor bi lahko dejali, da je ob tem tempu življenja naša družina, pravzaprav tudi ne samo slovenska, tudi nasplošna družina v krizi. Kako vi vidite družino in kaj bi se morda dalo narediti, izboljšati? Minulo pastoralno leto je bilo posvečeno družini. Po župniji je romala tudi podoba, slika svete družine in tako nagovarjala posamezne družine, posamezne družinske člane, kot tudi celotno župnijsko občestvo. Družina kot taka je osnovna celica družbe in tudi osnovna celica župnije. In zato smo v minulem letu dali toliko večji poudarek na družini. Kajti tu je zibelka pravega in pravilnega razvoja oziroma rasti človeka v pravem pomenu besede, kot tudi zibelka vsake vere, krščanske vere. Kajti tukaj, v odnosih, v družini, med možem in ženo, med staršema in otroki, potem raste človek v pravo osebnost, v pravega kristjana, v pravem pomenu besede. Če tega ni, je tu en velik manjko. In potem otroci to hoče drugje nadoknaditi, poiskati to, kar jim manjka doma, drugje. In tako žal potem mnogokrat zaidejo na takšno drugačno stran pot. Če pa otroci v svoji družini doživljajo toplino, domačnost, intimo, je potem nikjer drugje ne bodo iskali. To ste zelo lepo povedali. Kaj pa pravzaprav tisto, da vas imajo mladi radi, vse po sodeč pismih, ki sem jih dobil, moram tudi to omeniti? No, ta priljubljenost, bom rekel, je relativna. Ne, da bi hotel biti skromen ali karkoli drugega, ampak Farani pač doživljajo to mojo domačnost, človeškost. Kajti v prvi vrsti sem človek in potem šele duhovnik z duhovniškim poklicem, z duhovniškim življenjem tukaj med ribniškimi Farani, med Pohorci. Biti človek, zato bi se naj vsakdo izmed nas še prav posebej trudil. In potem, če si človek, potem znaš biti tudi kristjan. Znaš tudi evangelij nekako vcepljati v svoje življenje in ga tako mnogo lažje prineseš med ljudi, med tiste, s katerimi živiš, med tiste, s katerimi ustvarjaš, delaš. Verjetno imate vi drugačne izkušnje z mladimi. Velikokrat slišimo, mladi so takšni in takšni, predvsem tiste negativne predznake, ki jih družba nosi, ampak mislim, da, ko ste že prej lepo omili, če je družina tista celica molitve, vzgleda, je potem tudi mladina hodi po poti Jezusovega nauka. No, mladina je vedno znova izziv. Tudi letošnje pastoralno leto je posvečeno mladim.
že kar nekaj časa molimo za njih. Tukaj se potem začnejo graditi ti naši odnosi z mladimi. Seveda, najlažje jih je nekako okarakterizirati, jih postaviti v ene okvirje. Težko pa jih je sprejeti v njihovi enkratnosti, v tem, kako nas vedno znova nagovarjajo, izzivajo in pravim, hvala Bogu, da jih imamo. Zato, ker nas, v narekovajih rečeno, ne pustijo na miru, ne pustijo nas, bom rekel, v tej prepričanosti v lastni prav, ampak nas nenehno izzivajo, da tudi svoj pogled na svet, na človeka, na Boga nenehno preverjamo, na novo postavljamo in na novo odkrivamo. Kaj naj pravzaprav gledalcem pove beseda moli in delaj? Moli in delaj je staro krščansko vodilo od svetega Benedikta vse do danes. Je zelo zgovorno in če uporabim primerov čolna in dveh vesel. Ko smo privekali na svet, smo bili položeni v ta čoln, ki pluje proti večnosti, proti drugi obali našega življenja in starši so nam dali v roke dve vesli, na eni strani molitev, na drugi strani pa delo. In to dvoje naj bi človek v življenju združeval. Oboje naj bi uporabljal, kajti tako molitev kot delo bi se naj medsebojno prepletala. Drugo iz drugega bi naj izhajalo. In če človek uporablja tako molitev kot delo v življenju, ni nevarnosti, da bi se začel vrteti okrog samega sebe, okoli lastne osi. To ga vedno znova nagovarja, da stopi iz sebe in da živi za drugega, da živi za Boga. Naši gledalci pa pravkar občudujejo te lepe orgle, morda še kakšno besedo o njih, ki so res enkratne. Orgle smo v naš cerkveni prostor postavili leta 2006 in so delo orglarske delavnice gospoda Škrabla iz Rogaške Slatine. So edinstvene po svoji obliki, nas nagovarjajo z svojo obliko. Jaz jih imenujem kot rozeto, ki predstavlja na eni strani naše življenje, to je rdeča barva, in na drugi strani naše poveličenje v večnosti pri Bogu, kar predstavlja zlata barva. Leta 2004 smo se lotili celostne obnove notranjosti naše župnijske cerkve in smo naleteli na dve zelo zanimivi odkritji. Prvo odkritje je, oziroma so temelji prvotne cerkve iz leta 1966, ko se prvič omenja kraj Ribnica na Pohorju. Naleteli smo na temelje prvotne cerkve, ki smo jih tudi v cerkvenem tlaku v cerkvi, označili z kovinskim trakom. Drugo tako odkritje pa je na stropu naše župnijske cerkve, in sicer 270 let stare freske, ki smo jih v 3 letih celostno obnovili, retuširali in tako postavili na svetlo. Tako da pred 100 leti so jih enostavno prebelili, zakrili, skrili in naredili v teh trikotnikih, ki jih lahko vidite in občudujete, male medaljončke velikosti 100x150 cm. Ko smo pa cerkvene stene čistili, smo pa odkrili od spodaj freske, ki smo jih, pravim, obnovili pod budnim očesom seveda Zavoda za spomeniško varstvo iz Maribora. Moram dejati, da je tukaj narava zelo bogata, lepa. Tukaj lahko v zimskem času smučajo, zelo blizu je pravzaprav tole ribniško
Na eni strani tole smučanje na Ribniški koči, potem so kateri poleti kolesarijo, dolinarijo, imamo Ribniška, Lovrenška jezera, pravzaprav se lahko res bogato v naravi spočijemo, dobimo novih moči in verjetno je potem bi bilo tudi prijetno, da lahko po koncu takšnega obiska v naravi, lepotah, krasotah, ki nam jih daje stvarnik, tudi obiščemo sveto mašo pri gospodu župniku v Ribnici na Pohorju. Kaj bi pa našim gledalcem položili na srce za konec oddaje? Čisto v koncu smo pred Marijnim oltarjem, začeli smo pred jaslicami, končujemo pred Marijnim oltarjem. Po Mariji k Jezusu, po Mariji k Božjemu Sinu. Vse življenje nas je vodila, nas vodi, nas nagovarja, nas usmerja k svojemu Sinu. In tako kot ste prej omenili, nas nagovarja sama narava, tukaj v Ribnici na Pohorju, v osrčju Pohorja, in nas nagovarjajo tudi posamezne, bom rekel, cerkve, kar je pa še najbolj prepričljivo, pa je, da nas svojo srčno dobroto tukaj nagovarjajo Pohorci in nas seveda tako usmerjajo tudi k Bogu, k obisku bodisi svetišč, bodisi samega bogoslužja, tukaj v Župnijski cerkvi, kot tudi po posameznih podružničnih cerkvah. Tukaj se zbiramo vsako nedeljo pri bogoslužju zjutraj ob 8 in pa ob 11:30. Seveda, sem pa tudi soupravitelj župnije Sveti Anton na Pohorju, kjer je vsako nedeljo sveta maša dopoldan ob 10. Tako da je, bom rekel, ta duhovna pogača zajetna. Kdor želi, lahko vedno znova dobi kak košček od te pogače tukaj v Ribnici na Pohorju ali pa pri svetem Antonu na Pohorju. Zahvaljujem se vam za pogovor, gospod župnik, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Ob tem bi se želel našim gledalcem oddaje Pot poti tudi zahvaliti, da so me pripeljali v ta lep konec in spoznali smo zopet eno krasoto božjih dobrote, ljubezni in gospod župnik Boklone. Hvala tudi vam in vse dobro v novem letu. Naj vas nagovarja lik naše nebeške Matere Marije. Hvala vam za pozornost in povabljeni na obisk v Ribnico na Pohorju. Z Bogom do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Hvala Jezus in Marija.